Lepo pozdravljene, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci lokalne Slovenije Bistriške televizije, kjer v studiu Bistrica vsak teden pripravimo informativno oddajo z novicami in dogodki na Bistriškem. Pretekli konec tedna je bilo dokaj vznemirljivo v 54 slovenskih občinah, kjer je potekal drugi krog županskih volitev, medtem ko so svoje lokalne predstavnike izvolili že v prvem krogu v 158 občinah. Iz naše soseščine v občini Poljčane, kjer je odšlo v drugem krogu na volišča skoraj 60% volivcev, je ostal na županskem stolčku stari župan Stanislav Kovačič. Medtem ko so se v Makolah, kjer je bila volilna udeležba podobna tisti v poljčanski občini, volivci odločili za Franca Majcna. Ta teden pa prinaša že druge spremembe. Med njimi bomo premaknili urne kazalce za 1 uro nazaj, kar pa ne pomeni, da bomo lahko upočasnili tudi dogodke ali jih celo potisnili v preteklost. Pred vami, spoštovani gledalci, je torej sveža informativna oddaja, zato prijazno vabljeni k ogledu. Zakaj v stečaj Impol Inotehna? Kaj vse zmorejo šolani štirinožni prijatelji? Ta teden na pohodu spretni in drzni tatovi goriva. V športu o skupščini nogometnega kluba Bistrica. Podjetje Impol Inotehna je v stečaju. Stečajni postopek za podjetje, ki je prostore imelo na območju Impola, se je začel 26. septembra. Delavcem pa je delovno razmerje prenehalo v petek 17. oktobra. Prispevek Tomaža Ajda. Brez dela je ostalo vseh 45 delavcev. Težave pred časom uspešnega podjetja so se začele pred slabima 2 letoma. O vzrokih za stečaj in možnostih za morebitno ponovno oživitev vsaj dela proizvodnje smo se pogovarjali s predstavnikoma sindikata SKEI. Inotehna je bila pred leti zelo uspešna firma. Težave so se začele pred kakšnima 2 letoma. Kaj je po vašem vzrok in kako ste to doživljali delavci? Impol Inotehna je pravzaprav nastala iz obrata TOS investicije. Gospod Strašek Ivan, ki je bil lastnik Impola Inotehne, je pravzaprav ta TOS kupil v času takrat, ko je bil Impol v tistih groznih velikih težavah. Prišel je v Impol kot stečajni upravitelj in ta Impol Inotehna je pravzaprav podjetje v zasebni lasti tega gospoda Strašeka. Kupil ga je leta 1991, takrat se je podjetje specializiralo za izdelavo peči, homologacijskih, livnih, žarilnih, kalilnih. Podjetje je bilo zelo uspešno. Podjetje je proizvajalo te peči za firme kot so Mercedes, Volvo in pa naše peči so se prodajale po celem svetu. Prav tako je podjetje montiralo te peči na terenu, torej v teh firmah z svojimi skupinami. Moram povedati, da je podjetje imelo zelo dobro koncentracijo mojstrov, ki so znali to zelo dobro početi. No, v zadnjih 2 letih je pa podjetje zaradi nepravilnih odločitev poslovnih in pa verjetno tudi malo zaradi krize na trgu začutilo ene težave, začele so zaostajati plače, vodstvo ni plačevalo redno prispevkov za delavce in pa začelo se je zmanjševanje delavcev. V dobrih časih nas je bilo preko 100, zdaj na koncu nas je bilo okrog 45-46 delavcev še zaposlenih v Impolu. In kakšni so dolgovi do vas, delavcev? Dolgovi so približno 1 plača, regres, potem kar bo verjetno poplačano iz naslova
od borze. Pa verjetno potem iz stečajne mase še odpravnine in tako dalje. Sicer pa potekajo prvi pogovori, da bi nekako vsaj del te proizvodnje ponovno oživili. Ja, govori se, to so sicer še samo govorice, da naj bi se poskusilo nekako pač ti ljudje, ki so bili zaposleni v Impolu in v Tehni, to sta verjetno ena od naših inženirjev, naj bi mogoče obudila del proizvodnje, ampak zaenkrat so še to samo pogovori in pa govorice. Kdaj ste v vašem sindikatu prvič zaznali težave v Inotehni, kako ste spremljali to dogajanje, še posebej razborljivo je zagotovo bilo v zadnjem času? Ja, kot bi sindikat je SKEJ vse skozi spremljal in delavcem stal ob strani. Začetek se je pa začel z zamenjavo vodstva. Jaz mislim, da Strašek Ivan, ki je prevzel to delo in podjetje, ko pa je prišlo do zamenjave vodstva, je pa začelo krhati, kajti menim, da so bili ti menedžmenti malo neizkušeni in je to vse skupaj šlo navzdol. Začeli smo pa to opažati pred letom in pol. Takrat smo z eno sindikalno akcijo preko Rdečega križa delavcem zaposlenim v podjetju dobavili na take pakete pomoči. Takrat smo brez besed vodstvo Inotehne dali vedeti, da sindikat ve, da se nekaj dogaja in jaz mislim, da jim je to dalo jasno vedeti, da so delavci na skrajnem robu, ker takrat se je začelo, da niso dobivali, bi rekel, mesec pa pol, 2 meseca že plače in da se je to agonija začela, ni bilo regresa, začelo se je šparati pri osnovnih zaščitnih sredstvih. Delavci so bili že takrat z svojimi čevljami na delovnih mestih in smo začeli opozarjati. Zato smo seveda na pobudo naših članov SKEJ iz Inotehne organizirali 10 prisiljenih sestankov z vodstvom družbe in pa seveda na pobudo članov in zaposlenih v Inotehni smo organizirali 3 stavke. Vendar videlo se je že takrat, da vodstvo ima neke želje po reševanju podjetja, ampak sindikati smo že takrat videli, da želja ali volja ni več dovolj, saj je finančno bilo stanje tako, da niso imeli niti za obratna sredstva. Zato pričakovali smo konec, ampak žalostno je iz tega vidika, ker vemo, da je to bilo eno, bi rekel, evropsko dobro podjetje. Prvi v Jugoslaviji so izdelovali bazene, kateri še jih veliko po Jugoslaviji stoji in na to so nadaljevali res z vrhunsko izdelavo peči in teh strojev, ki spadajo zraven. Zato nas čudi sindikate, jaz mislim, da mi nismo sodniki, ampak žal nam je za te ljudi, ki so na takom visokem nivoju izdelkov, ki so bili za Evropo bi rekel, ogledalo nekega strojniškega dela, da je to tako znanje, takšni zaposleni, da so jih pripravili pohlepni, bi rekel, ali pa neznani menedžerji, da so ugasnili z svojim delom. To je velika škoda, ne samo za Slovensko Bistrico, to je škoda za Slovenijo. Kako bo sedaj poskrbljeno za delavce Inotehne? Za delavce Inotehne se je končala ta zgodba dela in so pred mesecem dni že vsi ali slabe mesece dobili vsi delovske knjige in odpoved. Stečaj se je začel, sindikat jim je stal v strani, preizkušali smo, bi rekel, moč, da bi še dalo se kaj rešiti, ampak v stečajni masi vemo, da je bolj malo ostalo. Zato, ker ta
bi rekel, ta vodilna struktura Inotehne ni vlagala ne v stroje, ne v opremo, ne v nove prostore in da je, kaj jaz vem, ta denar šel samo za delavske plače, pa še to zelo slabe. Tako da se zares čudimo v tem pogledu, da in gledamo z žalostjo in zaskrbljenosti na delavce, ki so zdaj že v letih, to so starejši delavci, ki bodo težko dobili novo zaposlitev, vendar sindikat jim bo vedno stal ob strani in pomagal. Tako smo jim tudi zdaj napotili, da iz stečajne mase vložili papirje na sodišče, da bodo čim prej prišli do odgovorov. Ampak po rezultatih, kaj je obstalo v stečajni masi, mislim, da bojo rezultati zelo slabi ali nični. Zato apeliramo še na tiste zaposlene, ki še niso šli na zavod se prijaviti, da bodo vsaj z jamstvenega sklada dobili tisto odškodnino, kajti tista je le sigurna, za drugo je pa še vse v zraku. Je po vašem mnenju še kakšna realna možnost, da bi nekako vsaj deloma oživili to vrstno proizvodnjo tukaj v Impolu? Ja, vsekakor želje so, tudi ljudje so, ki zdaj čakajo na to delo. Jaz mislim, da se bodo premaknile neke stvari, pa da bo kdo se sprejel z odločitve, da je to delo potrebno in da bi mogoče s tom delo nadaljevali. Samo tudi zaposleni in tudi firme, ki so z njimi sodelovali, nima interesa in volje sodelovati z tem vodstvom. Jaz mislim, da vodstvo se more spremeniti, dobiti neke nove ljudi, ki bodo zagnali in srcem in željo nadaljevali to delo, ker ti znanje, ki umira, ni dobro. To so ljudje, ki zares znajo nekaj narediti. Vas zanima, kje je najbližji bencinski servis ali bankomat? Dobra restauracija. Kakšen je delovni čas trgovin? Na pametni telefon ali tablico si z Google Playa naložite aplikacijo Pirs. In brezplačno boste izvedeli vse, kar vas zanima. Pirs, brezplačno na Google Playu. Živjo, kam hitiš? Si za kavo? Mudi se mi, imam še kup opravkov. Najprej moram na bankomat, k frizerju, v cvetličarno in rezervirati restauracijo za večerjo. Ustavi se, ti bom jaz pomagal. Ja, kaj pa imaš to? Na svoj pametni telefon sem naložil Pirs Android, najbližji bankomat imaš tam za vogalom, zraven je cvetličarna, frizerje v bližini, lahko takoj pokličeš. Evo, pa še številko od restauracije imaš tule. Odprem se ob 17. Pa tudi navigacijo lahko uporabiš. Super! A to vse si takoj našel s Pirs za Android? Koliko pa to stane? Brezplačno je. Obišči Google Play in si prenesi aplikacijo. Pirs za Android. Najhitrejše lokalno iskanje v Sloveniji. V rubriki Lokalne novice nekaj o štirinožnih prijateljih in njihovih dosežkih. V Slovenski Bistrici je v organizaciji domačega kinološkega društva, ki deluje že od leta 1958, v soboto in nedeljo potekal turnir za pokal Vomar, ki so se ga udeležila številna slovenska kinološka društva in posamezniki. Gre izključno za tekmovanje šolanih psov, ki so opravili več stopenj izobraževanja v kinoloških društvih, tokrat pa so se pomerili v poslušnosti in naskakovanju obrambe. Eden od elementov, ki je sestavni del socializacije in osnovnih pogojev za psa in njegovega lastnika, je ravno poslušnost, s katero štirinožnega kosmatinca privajamo tako na življenje doma kot na prostem. Vaje iz obrambe pa so pomembne tudi za lastnike psov in druge udeležence v sobivanju z živaljo.
Policisti Slovenije bistriške policijske postaje so pretekli in ta teden zabeležili naslednje dogodke in pojave. Z področja kriminalitete so policisti obravnavali 12 kaznivih dejanj, vsa pa so bila povezana z velikimi in manjšimi tatvinami. Slovenska Bistrica. Na bencinskem servisu so storilci 5-krat natočili gorivo in odpeljali, ne da bi plačali. Škoda je za 350 evrov. S police ene od trgovin pa je storilec ukradel motorno žago, ki je vredna skoraj 1000 evrov. Nekdo je vlomil tudi poslovne prostore enega od podjetij, odnesel ni nič, je pa zaradi vloma nastalo za 1500 evrov škode. Šmartno na Pohorju. Iz kletnih prostorov je neznani storilec iz rezervoarja iztočil 3000 litrov kurilnega olja, lastnik pa je oškodovan za 3000 evrov. Zgornja Polskava. Nekomu pa je zadišala cisterna za vodo, škoda je za 50 evrov. Čerešnjevec. V okolici naselja Čerešnjevec je nekdo iz več delovnih strojev ukradel gorivo, na gradbišču pa izmaknil manjšo količino gradbenega materiala. Škode je za 700 evrov. Z področja prometne varnosti so policisti obravnavali 17 prometnih nesreč, podali 7 obdolžilnih predlogov, izdali 18 plačilnih nalogov in začasno odvzeli 8 vozniških dovoljenj. Zaradi kršenja javnega reda in miru so posredovali 11-krat. Naša kamera pa je posnela tudi prometno nesrečo, ki se je zgodila 17. oktobra v Mostečnem na relaciji Slovenska Bistrica-Makole. V prometni nesreči sta bili udeleženi osebni vozili Renault 4 ali Katerca in Renault Laguna. Na obih vozilih je nastala večja materialna škoda, voznik Katerce se je pri trčenju poškodoval in so ga pripeljali v mariborski klinični center. Na kraj nesreče so prišli slovenjebistriški policisti in prostovoljni gasilci. Člani nogometnega kluba Bistrica so se v ponedeljek 20. oktobra v prostorih Zavoda za šport Slovenska Bistrica sešli na letnem občnem zboru. Uvodoma so potrdili letno poročilo in finančno poročilo za leto 2013. Anže Stegne je povedal nekaj več o delovanju nogometne šole. Po njegovih besedah so rezultati dobri, v ligah tekmujejo z vsemi selekcijami. Člani bistriškega nogometnega kluba so imenovali tudi nov upravni odbor, na čelu katerega bo predvidoma še leto dni dosedanji predsednik Mirko Stegne. Kako ste zadovoljni z doseženim v klubu v zadnjem obdobju, tako v tekmovalnem kot seveda tudi finančnem smislu? Mislim, da imamo boljše uspehe pri tekmovalnem sistemu, pri finančnem pa moram, kako veste, kakšna situacija in v občini Slovenska Bistrica še mogoče boljša kot na nivoju države, samo vedno še problem za finančnimi sredstvi. Predsednik kluba ostajate vsaj še leto dni. Čemu boste poleg tega, kar ste že povedali, namenili še največ pozornosti, seveda tudi delo z mladimi? V bistvu je še vedno to zagovarjam. Mi moramo pripeljati na bistriški lepi športni park čim več otrok in to je bogatstvo za nas vse. To so naši bodoči zaposleni, to je naša bodočnost. Dejansko, če bomo jih mi vzgojili na športnih področjih, delovne navade, se ni treba bati za ostalo delo v vseh podjetjih, v šolah, bilo kje se bo pojavili. Jaz vam garantiram, da ti naši otroci so več vredni, kot se mi včasih sami mislimo. Prav tako pa vas veliko dela čaka s člansko ekipo, ki je trenutno žal na zadnjem mestu v 3. slovenski ligi. Tudi to je povezano z financami. Drugo pa je, moram tudi reči, malo sem spremljal stvari, malo nekaj sem bil malo odsoten, malo je bilo smole, tudi mi bi lahko imeli danes 9 točk. Nekako smo zaupali domačemu kadru, domačim igralcem in tudi mislim, da do konca te sezone se bo nekako spravili skupaj, bojo osvojili kako točko. Čez zimo bomo dobro prespali in spomladi jaz mislim, da lahko štartamo na mnogo višjo mesto, kot smo sedaj. Slišali smo tudi tukaj na občnem zboru, da je želja, da bi v prihodnje mladinci zaigrali tudi v 1. slovenski ligi. Ja, sigurno, vsak mora imeti neki dolgoročni plan. Mi smo si zastavljeni 5-letni plan, nekje smo uspešni v vseh mlajših selekcijah, pol nam nekje zaškriplje
med mladinsko in člansko selekcijo. In sigurno, če bomo imeli plan, da mladino, kadete nekako spravimo iz druge v prvo slovensko ligo, ni nobene bojazni, da ne bi članska ekipa uspešno nastopala v tretji slovenski ligi z zgornjem delu in naskakovala celo drugo slovensko ligo. Člani občnega zbora so še sklenili, da bo o morebitnem preimenovanju nogometne šole Mladena Dabanovića odločal nov upravni odbor. Spoštovani, kot kaže, se poletne temperature, ki so nas razvajale še v drugi polovici oktobra, zares umikajo pred hladno pošiljko zraka, ki naj bi bila običajna za ta letni čas. Sveti Luka, ki je godoval 18. oktobra, naj bi prikukal sneg. Sveta Uršula, ki je godovala 21. oktobra, pa naj bi narekovala tudi v naslednjih dneh tako vreme, kot je bilo ob njenem godu. Kdo ve, vsekakor se je treba pripraviti tudi na kakšno kapljo dežja, obleči toplejša oblačila, v prometu pa velja previdnost, kajti cestišča bodo mokra in spolzka tudi zaradi kmetijskih in drugih strojev, ki se v teh dneh pojavljajo na cesti. Pa srečno in še kaj sončni žarko vam želimo.